Sem še imela pol ure. Vse samo. Kje si široki? Ja, danes smo imeli sejo izvršnega odbora, kjer smo se pogovarjali o podpori mandatarju na jutrišnji seji Državnega zbora. Lahko povem, da je izvršni odbor sprejel soglasen sklep, da podpremo Boruta Pahorja kot mandatarja bodoče vlade. Tudi vseh 7 poslancev se je strinjalo s tem sklepom. Naslednji sklep, ki je bil sprejet, je bil, da podpiramo vsebinski del koalicijske pogodbe, zato bom tudi kasneje parafiral koalicijsko pogodbo in tudi izvršni odbor bo predlagal svetu stranke, da se koalicijsko pogodbo v vsebinskem delu tudi sprejme. Glede ministrskih mest in kadrovskih zapletov moram reči, da smo te zaplete rešili, se tudi uskladili. Naj povem, da ima mandat strani izvršnega odbora stranke Desus in tudi celotne poslanske skupine, da nadaljujem pogajanja glede posameznih položajev v vladi. Moram reči, da včeraj sem imel pogovor z Borutom Pahorjem in nekako v igri so zaenkrat 3 ministrstva. To izvršni odbor šteje kot ustrezno ponudbo, katera bodo ta ministrstva in katera imena bomo predlagali na ta ministrstva, je pa zadeva še odprta. To bo obravnavala kadrovska komisija stranke Desus, potem bo izvršni odbor stranke Desus potrdil kandidate, potem bomo videli, kako bo z nadaljevanjem procedure. Jaz bi predal besedo vodji poslanske skupine Desus, ki bo tudi pač povedal, kako so poslanci sodelovali na današnji seji izvršnega odbora, poznaje pa še predsedniku sveta stranke Desus. Lepa hvala, lep pozdrav tudi z naše strani. Moram povedati, da smo zadovoljni z razvojem dogodkov. Mislimo, da je sedaj odprta ponudba za 3 ministrska mesta, tisto, kar nam dejansko pripada, glede na volilni rezultat. In seveda, mi smo zadovoljni, da se je danes dosegel sklep, da dajemo ministru popolnoma odprto svobodo glede tega, katerega izmed 3 ministrstev bi izbral, če se bo tako odločil. Tako da moram povedati, da smo pri tem vsi poslanci popolnoma enotni, da je v stranki veliko soglasje in da je samo še stvar sveta stranke in predhodnih razprav na kadrovski komisiji, ki bo izbrala kandidate za različne resorje, potem pa bo prišlo do odločanja o vstopu v koaliciji na svetu stranko, kar bo pojasnil naš predsednik sveta. Hvala lepa. Hvala tudi jaz. Danes smo se dogovorili, da bo v najkrajšem možnem času tudi seja sveta stranke, kot je po našem statutu stranke določeno. Svet stranke namreč sprejema končno odločitev o vstopu stranke v koalicijo. Svet stranke bo predvidoma konec drugega tedna ali začetku naslednjega, tako kot bo pač ta rokovnik tudi v smislu nadaljnjih pogovorov z mandatarjem po jutrišnji seji Državnega zbora kazalo potreba, da se rokovno izvrši. Tudi jaz ocenjujem, da smo se danes zelo poenotili glede tega, da Desus vstopi v koalicijo. Tak soglasni predlog izvršnega odbora svetu stranke, da Desus vstopi skupaj z ostalimi 3 strankami, SD, Zares in LDS v koalicijo in s tem vlado Republike Slovenije v naslednjem mandatu. Mislim, da so bile v zadnjem času nekatere stvari nepotrebne, tudi v sredstvih javnih obveščanja ali v medijih, tudi nekatere nesporazumi. Smo danes o tem govorili, se pogovorili in enotno stopamo naprej.
Hvala. Jaz bi rad poudaril, da stranka Desus je državnotvorna stranka. Mi se zavedamo odgovornosti, ki so jo nam naložili volivci. Slovenija se nahaja v hudi situaciji. Vemo, da se nam približuje ekonomska kriza, napovedi niso dobre in seveda vlado potrebujemo takšno, ki bo imela takšno večino, da bomo lahko kos vsem tem izzivom. Mi ne želimo, da bi stranka Desus bila razlog za zamudo pri oblikovanju nove vlade. Slovenija potrebuje že danes novo vlado, ki bo prevzemala polno odgovornost za to, da rešimo pač to krizno situacijo, ki se napoveduje. In v tem duhu je tudi tekla razprava v izvršilnem odboru. Lahko rečem, da bo podobna razprava tudi na svetu stranke in da bo stranka Desus pač konstruktivna v tem smislu, da Slovenija čim prej pride do vlade s polnimi pooblastili, kateri bodo ministri stranke Desus. To je pa seveda še vse odprto in na to vprašanje vam danes tudi ne bom mogel odgovoriti, tako kot tudi ne bom mogel odgovoriti, če bom kot predsednik stranke sodeloval v tej bodoči vladi. Tudi če me boste danes o tem spraševali, ne boste z moje strani dobili nobenega odgovora. Dejstvo je, da Desus podpira vlado, da Desus bo podpisal koalicijsko pogodbo in da po vsej verjetnosti bo Desus sodeloval tudi s svojimi ministri v tej vladi. Ni pa gotovo, kako bo s sodelovanjem predsednika stranke, ker v tem trenutku vam ne morem na to vprašanje odgovoriti. Veste pa, da bodo še vedno tekli pogovori z mandatarjem, gospodom Borutom Pahorjem. Hvala, toliko za enkrat, sedaj pa grem jaz na parafiranje koalicijskega sporazuma. Gospod Erjavec, ali ste se potem takem odrekli državotvornemu resorju zase in ministrstvo za delo? Hvala za vaše vprašanja. Povedal sem, da danes potem ne bo odgovora. Mislim, da ne boste, ker ne morate v mojem imenu. Zagotovo ne v njegovem imenu. A je znano, kdo so tiste 3 resorji? Kje so te 3 resorji? To isti kot prej. Kje pa so vam znani? Po informacijah, ki jih imamo do danes, so ponujeno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ponujeno Ministrstvo za okolje in prostor in lokalna samouprava. Zdaj, ali bomo to tudi v dokončni fazi izpogajali in dogovorili točno ta in kdo bo kaj, je stvar nadaljnje pogovora. Načelno ste pa zadovoljni s tem? Načelno smo z 3 ministrstvi zadovoljni. Mislimo, da nam to po velikosti naše poslanske skupine in po velikosti stranke v koaliciji pripada in tu nimamo nadaljnih pripomb glede števila teh mest v novi vladi.